Ali je res tako nemogoče zahtevati v 21. stoletju več pravic za delavce, več pravne varnosti? To so naše zahteve, ne pa vse manj in manj pravic. Politiki v Sloveniji pravijo, da se bodo borili za pokojninsko reformo in te reforme kot levi. Gospodje politiki, če imate to moč, da se borite kot levi, dajte se boriti kot levi za tovarne, za delavske pravice, za pravičnost, za solidarnost. To so prave bitke, ki prinesejo razvoj tudi Sloveniji. Živel 1. maj! Iz ljubljanskega studia 163, to so vesti. Iz desnih logov so se pojavili namigi, da levi botri hočejo menjati marionetko na čelu vlade. Za komentar na to so povprašali tudi tako imenovano marionetko. Pa koga zdaj zabavajo, ne Barbika? Je sej. Ni to Barbika na štrikcih. To pa ne obstaja. Ne. Eno ali drugo, fanti, zmenite se zdaj. Glejte. Če bi bil to, kar mi pripisujete, me ne bi skušali zamenjati za vsako ceno. Katero je bilo drugo vprašanje? Premier je povedal, da se je vlada osredotočila na argumentiranje za glasove za pokojninsko reformo na referendumu. Kdo tako govori, no? To ne moreš, resen človek. Po referendumu pa je možnih več scenarijev. Po njegovem mnenju so najverjetnejše predčasne volitve, saj tehnična vlada ni prava vlada, ker ta pa je, veš. V krizi pa potrebujemo premiera s polnimi pooblastili in z jajci. Borut Pahor. Ko se postavljajo alternative sedanji vladi, bi bilo prav, da se postavijo tudi alternative politiki sedanje vlade. Vidim, da se iščejo samo personalne rešitve. Najbolj se mi zdi zanimivo, da mnogi, zlasti tisti, ki seveda, ki jih moja samostojnost pri odločanju moti, vidijo že dovolj samo v spremembi predsednika vlade, koalicija pa nekaj ostane. Ja, malo Morgan. Kaj? Kaj je bilo to? Ja, malo Morgan. Grega Golobič je že napovedal odstop z ministrskega položaja, ostale zaresne ministrice pa se še kar niso odločile. Vse kaže, da bo referendumski dan odločitev. Darja Skribov. Se mi zdi, da sem po tem letu dela enostavno dolžna, da pomagam tej vladi še pri tej reformi. Imamo tudi še nekaj drugih projektov, skratka, mesec maj bo namenjen strokovnemu delu na ministrstvu, potem se bomo pa odločali, kako naprej. Ob 70. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte je na slavnostni razširjeni seji glavnega odbora Zveze združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije slavnostni govornik, predsednik ZSB NOB Janez Stanovnik apeliral mladi generaciji. Apeliram na mladi rod. Apeliram na študente in mlade ljudi, da se pridružijo Zvezi borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe, za vrednote osvobodilne fronte, ki nas je rešila v narodno-osvobodilni borbi, v tako težkih situacijah, nas je rešila z svojimi vrednotami, z svojimi načeli. Jaz nimam česa izgubiti. Moji dnevi so šteti. Zaradi tega verjemite, da nimam nikakršnega osebnega interesa, nikakršne osebne ambicije, ampak edino željo, ki nas prevzema vse nas, željo, da bi bilo naši deželi bolje. In zato kličem mladi generaciji, stopite pod prapore partizanstva, ki je že enkrat rešilo domovino, pa jo bo še enkrat. Hvala.
njihov apel je podprla tudi ministrica za obrambo Ljubica. Mi dejansko potrebujemo novo fronto ljudi, ki mislijo v interesu drugih in za interes drugih, za dobro naših državljanov. In ta fronta je pravzaprav neke oblike novo združenje za izhod iz vrste kriz, v katerih smo. Ampak najgloblja je pa kriza vrednot. Zato je prav, da praznujemo dan Osvobodilne fronte, dan upora proti okupatorju, ker so v tem dnevu upora proti okupatorju tiste vrednote, ki niso nikoli v krizi. To so vrednote preživetja, v svobodi, v miru in varnosti. Jelušičevo smo ujeli v Severnem parku v ljubljanski Župančičevi jami, kjer so odkrili spomenik v spomin na kulturne delavce, ki so padli v narodno-osvobodilnem boju. Veš, kaj reče, odkrili spomenik? Ja. Zmer mislim, da je bil že in nov spomenik. Ne, zavili so ga v zastavo. Ja, sej to vem. In pa so odkrili zastavo. Meni se zdi, da so nekaj starega odkrili, da so najdeli, veš, zmer to mislim. V glavnem spomenik je delo kiparja Janeza Pirnata, slavnostni govornik na dogodku je bil akademik Ciril Zlobec. V svojem govoru pa ni pozabil niti na slovenske politične stranke. Mislim, da je naša perspektiva absolutno, kolikor je, če je sploh mogoče, jaz sem mal pesimist, ukrotiti to norost strank. Da živijo samo same zase. Pa on gobec, oprostite izrazu, imajo narodne skrbi. Ko pa gre za realnost, pa se bi podešili. V četrtek sta pojoči major Ladislav Troha, predstavnik osveščenih prebivalcev Slovenije, in Andrej Šiško, predstavnik Zveze domoljubnih društev Hervardi, ki nima nobene veze, ampak nobene, z novim hamburgerjem iz pizzerije Dobra vila. Šiško, hamburger, ful dobro. V državni zbor vložila predlog zakona o odpravi privilegijev socializma in 20 let trajajoče škodljive tranzicije, ker niso priložili 5000 podpisov slovenskih volivcev V lustracijskem zakonu pripisujemo nikakršne možnosti za sprejetje. Ta zakon odpravlja nekatere privilegije, kateri so se nabrali še iz časa prejšnjega režima, niso bili odpravljeni. No in ureja tudi še druge stvari v smislu tega, da bodo po tem zakonu, ko bo sprejet, od vseh vzvodov odločanja odstranjeni kadri, ki so odločali o naši usodi tudi pred letom 90. To so naredile že skoraj vse postkomunistične države, razen Slovenije, lahko rečemo Romunija pred približno pol leta, Makedonija 1. septembra 2009, no o tem se v Sloveniji ni govorilo, ne vem zakaj, ker očitno je to tabu tema. No in mi pa čutimo to dolžnost, da ta zakon vložimo in da se začenjajo stvari urejati. In hkrati s tem smo vzeli zares besede predsednika države nedavno, da se začenja odpravljati s tranzicijsko navlako. Malo Morgan. V petek pa je odmevala kraljevska poroka Williama in Kate, ki sta se vzela pred očmi številne javnosti. Poroka je potekala brez večjih zapletov, zataknil se je le nevestin prstan, ki ga je William na koncu vendarle uspešno namestil. Na željo občinstva pred Buckinghamsko palačo sta se zaljubljenca tudi poljubila. In to dvakrat, vsega skup za 1 sekundo. Krasen, ne? Edini, ki sem imel res hudo na poroki, po moje, ne, je pa Harry, ne. Njega pa res boli. Ja, Harry. Ja. Res sem imel dober, ne. Zdi se mi, da bo zapel tole sestro, ne. Malo, ja. Huda, ne. Vidim, sem se smukal kul nje. Ja, veš, lušna. Pa tudi zihar se ga je odbal pravilno, ne, tako kaj treba na ovce tu. Harry je rock'n'roll, no. Meni je on ljubši, ne. Še lase ima, tako da. A ti bi njega. Sem probala, pa ga nisem, ne.
Naslonim se nazaj in gledam, kako se kur moje življenje. Spomnim se dogodka v 2. razredu, kjer sem vprašal sošolko, kaj je dejansko tista čudna zadeva, kjer je zelo okleščena glasba in pa preko govorijo jezni črnci, ne? Je rekla, to je rap. Sem rekel, rap, prav tako se reče. Je rekla, ja, to je rap. Na naši osnovni šoli so rekli, da to poslušajo čefuri. Pembuska iz ulice. Rap ne bi bil nek statement, no. Samo refleksija, samo terapija. Nekako se pucaš, neka katarza. Da izhajaš iz sebe, iz tega, kar vidiš, da poveš in da poveš tako, da je fresh. Vsak se lahko najde v hip-hopu, vsak. To je cel life. Point je, da ti komuniciraš s čim širšim krogom ljudi. To je zame umetnost. Eno reče, ne, poezija je nekaj višjega, nekaj boljšega, nekaj, Noben ne more reči, to je pa poezija. Kakorkoli obražaš, to je umetniško izrazno sredstvo, je rap, ne? In če ustvariš pesem, si pač poet. Če hodi komačka, prede komačka, ma kremplje komačka, po mojem, ni pas. Naprej, ta je za vse genije, ko pravi, da ni oče me pa čisto iz Slovenije. Naslonim se nazaj in gledam, kako se kur moje življenje. Recimo ljudem, če govorim specifično v Sloveniji, zelo ni všeč, če se nekdo kurči, ne? Osnovni atribut MC-ja, ki pride na steče, da razvali, ne? Da on pride gor in da je on zdaj ta glava. Recimo v Sloveniji pač tako, ne biti tak, ne? Prideš tega, rečeš, idej, alo malo repam, pa ti vsak reče ne, pa prideš naslednji spet, alo malo repam, pa ti spet reče, da ne moreš človek, veš, ok, cool. Prideš tretjič, petič, sedmič, pa sploh več nas sprašujemo, že kot da mislim na mikrofon, pa ide dol, posluši, vce in uživi. Hvala Bogu, so oni cari, carice, ki povejo, kako stvari stojijo. Ker to je rap. Moraš rapati ono, kar nočejo čuti. V torek se bo zgodila dolgo pričakovana premiera dokumentarnega filma o slovenskem rapu Veš poet svoj dolg, ki ga bo pospremil mega koncert 13 slovenskih MC-jev. Pridite v Kino Šiška v torek 3. maja ob 21. Džija! To je tako. Ne štiri, ker ne bo šel, pa pika! 100 nagih, bej, lepo te prosim. Brane, kaj ti praviš? Jaz ne vem, no. Mamuci, no, pusti ga naj gre, no. Ej, človek, meni so dovolili. Top shit, stari, ej, hidoj. A ti? Ma men mač še izmer neki piska, ne vem, bom videl. Pa daj zmen se človek, kaj s tabo, ej, gaš kako hudo. A bom izdala še malo na mor, ej. Ajde, džija.